Živijo. 17. dan. Spet zelo močna meditacija. Res se čuti, kako se dopolnjujejo. Po več kot 17 zaporednih dnevih zelo premišljenega in namenskega meditiranja na specifično namero izpuščanja entitete iz sebe, sem spoznal precej stvari. Danes konkretno sem zelo jasno videl, da ni potrebno, da nam ni treba biti, nas ni treba biti strah. Ja, varno je. Naš občutek, da svet ni varen, da ni varno biti, kdor si, da ni varno biti kakršen koli si, kakršen že si. Te stvari prihajajo iz naših ujetih energij in nas prepričajo na nivoju, da se niti ne zavedamo tega, tako močno, da začnemo sami sebe prepričevati, da svet ni varen. Naše reakcije na zunanji svet postanejo negativne, postane nas strah, kadar sploh ne bi bilo razloga, kadar ni razloga za strah. Poskušamo doseči nekaj, kar sploh ni naša srčna želja. In se ukvarjamo s stvarmi, ki se nas ne tičejo, namesto da bi šli k bistvu, direktno v naše sanje in tako naprej. To se vse sliši kot teorija in seveda takoj, ko začnemo filozofirati o tem, tudi postane teorija. Za mene je danes bila praksa, če se vrnem direktno na to, da sem imel močne odpore med dihanjem in sicer hudo nervozo v nogah. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem nenehno sem čutil potrebo, da malo noge premikam, nisem mogel ležati pri miru in zaradi tega sem se počutil, da ne morem dobro dihati. Ker nisem dobro dihal, sem si govoril podzavestno oziroma polzavestno, da nekaj narobe delam. Nekaj, kar so mi ves čas v življenju govorili. Najprej starši in potem drugi, ker sem pravzaprav samo še to slišal. In danes to slišim tudi tam, kjer mi pravzaprav rečejo nekaj čisto drugega, mogoče me celo pohvalijo, pa jaz razumem, da je šlo za sarkazem, da je bilo na glavo obrnjeno in vzamem to spet kot kritiko. Zato, ker sem začel sam sebi govoriti, da delam stvari narobe. No, ta odpor v nogah mi je onemogočal pravilno dihati. In izgubljal sem zavest v smislu, da nisem več vedel, da pravzaprav vse, kar moram delati, je za mene to postalo nekaj neznosno kompleksnega in neizvedljivega. In počutil sem se pred najhujšo možno nalogo, ki je nisem znal opraviti. Za vsak vdih ne pretiravam. To je dobesedno tako sem se počutil. Počutil sem se v svoji izgubljeni zavesti, da ne vem, kako naj vdihnem, da ne znam pravilno vdihniti in potem tudi nisem sploh vdihnil. Ja, sliši se dramatično in tudi je bilo. Malo podoživljam to. Zdaj lepo vibriram, potem mi je uspel se sprijazniti s tem, da imam vse te odpore, se sprijazniti s tem, da imam nervozo v nogah in da lahko ljub temu diham in da včasih je težko, včasih je malo lažje, ampak da to niti ni pomembno. Jaz imam
zavest, kolikor jo imam v danem trenutku, in z njo si izbiram, kar si pač izbiram. Spet, sliši se kot teorija, za mene je to nov košček sestavljanke, ki jo sestavljam, ko se spoznavam in ko se celim. Ko dopuščam svojemu notranjemu otroku, da začuti, da je varen, da se lahko vrne v celoto, tako se reče, celjenje notranjega otroka. V praksi to pomeni, da v takih primerih, kadar se počutim, da nekaj ni v redu v življenju, znam počakati, biti potrpežljiv, se imeti rad, znam narediti nekaj novega, ne ponavljati svoje 45 let stare zgodbe, ampak ustvariti novo zgodbo. In to je to, kar marsikdo išče v življenju. To je edino, kar jaz osebno potrebujem za to, da bi lahko bil karkoli hočem biti, srečen, zaljubljen, izpolnjen, karkoli, varen. Toliko za danes. Upam, da se vidimo jutri. Hvala lepa.